v tišini lahko slišimo veliko modrosti. Tudi ko mislimo, da se nič ne dogaja, se veliko dogaja. Naša duša sliši, čuti, vidi, okuša, sprejema informacije tudi iz okolja. In od nas je odvisno, kaj bomo res sprejeli, kaj bomo govorili, kaj bomo verjeli in kaj bomo delali. Zato je pomembno, da se naša duša, naš duh usmeri na frekvenco, ki se ji reče Sveti duh. Imamo Svetega duha in imamo tudi hudega duha, duha jeze, duha nemira. In vse to je lahko v nas in okoli nas. In samo od nas je odvisno, ali bomo tempelj Svetega duha, ali bomo tempelj ostalih duhov. Mi se odločamo, kaj bomo sprejemali, kaj bomo verjeli in kaj bomo govorili. Sem že omenila, da vedno prosim, da bi Sveti duh govoril skozi moja usta. Da bi povedala tisto, ne samo vam, ki poslušate, ampak tudi sama sebi. Zato tako rada poslušam svoje govore, ker se moj ego, moja duša zemeljska, veliko nauči. In vse to, kar trenutno želim vam povedati, je za našo duhovno rast, za naše zdravje, za naš notranji mir, za naše srečno življenje. Prva alineja 9. člena govori o brezpogojni ljubezni. Če imamo namen, resen namen, cilj, da bomo sprejemali to brezpogojno ljubezen in jo tudi darovali vsem bližnjim, seveda tudi sebi in bližnjim, potem smo odprli vrata za brezpogojno ljubezen. In če smo odprli vrata za brezpogojno ljubezen, je to vibracija, frekvenca tako visoka, kot recimo ključ za vaša vhodna vrata. In samo vaš ključ odpre vaša vhodna vrata. In tudi ta namera, da bomo sprejemali brezpogojno ljubezen, je tisti ključ, ki nas ščiti, varuje, uči, zdravi na tem svetu, dokler se ne bodo prav vsi odločili, da bodo sprejemali to brezpogojno ljubezen in jo tudi darovali. Vedno več nas je, ki to razumemo, ki to že živimo in ki to tudi darujemo naprej. In to je osnovni cilj Društva za srečno življenje Belis, da ljudje sprejemamo to, kar je za nas odlično, kar je za nas zdravilno, kar je za nas odrešujoče, ker nas dejansko povezuje v skupnost srečnih, zdravih, radostnih, kreativnih, iskrenih, sončnih, svetih ljudi, kar tudi pomeni Belis.
Vsak je zase odgovoren, kaj bo sprejemal. In če smo v okolju, kjer se ljudje kregajo, potem nas ta naša namera ščiti. Je to nevidni ščit, nevidni zid pred nami, ki nas ščiti pred vsemi ostalimi duhovnimi manipulacijami, energijami, in to moramo zavestno vedeti. Velikokrat grem v skupnosti, ker dobesedno čutim njihovo stopnjo vibracije. Čutim, kako me obsojajo, ker v bistvu jim prebujam njihovo lastno, trenutno frekvenco duha. Ljubosumni ljudje vidijo pač ljubosumno, zavistno. Sodniki vidijo tisto, kar so oni, in me sodijo. Tisti, ki pa so ljubezen, pa se prepoznamo in se objamemo. Teh ljudi je na žalost še vedno premalo. Vendar vesela novica, vedno več nas je. Ki smo se odločili, da bomo živeli resnico. Da ne bomo nasedali temu svetu, ki nas testira vsak dan, na vsakem koraku. Ja, testi so zato, da se utrdimo, da svojo vero v brezpogojno ljubezen resnično v praksi zaživimo. Leta 1995 sem doživela svoje novo rojstvo. Ja, spominjam se, 29. junij 1995. To je bilo jutro, ko sem začutila radost v telesu. Ne samo v duhu, ampak tudi v telesu. Še 28. junija so me zelo bolele ledvice, tudi pljuča. Vendar sem vztrajala. Vedela sem, da obstaja ta nevidna živa voda, ki zdravi. In tedaj sem pisala celo svojo knjigo Iz pekla v raj. Zato, ker sem jo morala napisati, da ne bi izgubila statusa samostojne kulturne ustvarjalke. Imela sem čas samo do 1. julija in moj namen je bil napisati knjigo, vendar ne kar tako, da jo napišem, ampak knjigo, ki bo služila evangeliju. V njej je 33 sporočil o moji poti iz mojega pekla v moj notranji raj. In 29. junija sem res iskreno napisala zadnjo sporočilo v tej knjigi z naslovom Novo jutro. Novo jutro me je nežno prebudilo. Svileno modro je nebo. Ptice v Trnovem spet veselo pojejo. Stanovanje je pospravljeno. Otroci mirno spijo. V pesmi zlila sem vso svojo dušo. Na disketi jih odnašam k možu Namo. Veselo pozdravljam teto, smehom in čutim, da spet ljubim vse ljudi in vso zemljo. Ja, to sem doživela. Moje telo je bilo brez bolečin. Čutila sem radost. Vsa moja bolečina preteklosti je enostavno izginila. Novo jutro se je takrat začelo. In to jutro
je tisto jutro, ko lahko rečem, da sem doživela novo rojstvo v duhu in resnici. Kaj pomeni novo rojstvo? Vsi smo se rodili dobesedno iz vode, ko smo se rodili, vsi vemo, da ko plodovnica odteče, je to voda. Plavali smo 9 mesecev v vodi. In vendar smo se rodili na ta svet. Vsi tisti, ki smo imeli srečo, da so nas sprejeli z ljubeznijo, smo doživeli ta svet kot nekaj lepega, prijetnega. Veliko otrok, na žalost, pa ni sprejetih s to brezpogojno ljubeznijo. In ti otroci so ranjeni. Zato je tako pomembno, da je mati v varnem okolju, da jo podpremo, da jo družba podpre, da jo partner, oče tega otroka podpre, da jo podprejo vsi bližnji. Zato, da se počuti varno na tej zemlji. Vendar vsi vemo, kako potekajo današnji porodi. Marsikatera mati se boji poroda zaradi bolečin. Boji se, kako bo na tem porodu. Otroci se tudi bojijo priti na ta svet, če vejo, da se bojo klasično rojevali in jim bodo takoj po rojstvu dali določene kapljice v oči, ki škodujejo. Cepili jih bodo, luč jih bo obsijala. Strah matere, mogoče tudi strah očeta. Osebje, ki dela za denar, ki gledajo na uro, kdaj bo že rodila in ti dajo določena zdravila za umetne popadke, ki ti pritiskajo na trebuh, da bi se ta otrok čim prej rodil. Obstajata 2 vrsti poroda. Porod ljubezni in porod bolečine. Kdaj lahko ženske rojevamo z ljubeznijo? Kraljevsko. Kdaj? Takrat, ko nas je strah, ko imamo probleme s partnerjem, očetom otroka, ko imamo finančne probleme, stanovanjske probleme. Ja, naša družba še ni dovolj zrela za kraljevske porode. Nažalost, še ne. Marsikatera mamica se celo odloči, da ne bo niti rodila. Niti ne želijo zanositi. Če pa že zanosijo, želijo ta plod odpraviti, ker je strah v njih večji, kakor ljubezen. Življenje pa želi živeti. In evangelij je tukaj za vse nas, ki nas spodbuja, ki nas uči, da obstaja tudi porod brez bolečin, da obstaja tudi novo rojstvo v duhu in resnici, ki nam prinaša radost, veselje, mir. Toda kdaj in kako to doživeti? Ja. Osebno sem to doživela. In res si iskreno želim, da bi popolnoma vsak človek na tem svetu doživel to novo rojstvo v duhu in resnici. Ker to je edina pot, ki prenaša notranji mir, zdravje, srečo, mir in ljubezen.
Prvi človek, Adam, je bil ustvarjen po Božji podobi. Ni bil rojen, ustvarjen je bil. Iz prahu. In Bog mu je vdahnil Svetega Duha, da je postal živa duša. In bil je lep, zdrav, srečen. Imel je vso modrost. Božjo modrost je imel. In Bog mu je podaril tudi družabnico, Evo, iz njegovega bistva, notranjosti, iz njegovega življenja je bila ustvarjena Eva, kar pomeni življenje. In Eva je bila resnično namenjena, da bi rojevala otroke brez bolečin, v radosti, da bi se napolnila cela zemlja z ljubeznijo, z radostnimi, zdravimi otroci. To je bil prvotni namen stvarnika, ki je pripravil ta planet za raj. A ker nismo roboti, ker Adam ni bil robot, tudi ne Eva, sta imela svobodno voljo. In to svobodno voljo sta živela. Imela sta tudi in Eva je bila testirana. In spoznala je drevo spoznanja dobrega in slabega. Ker je prekršila tisto obljubo in tisto zapoved, da mora ostati v enosti z stvarnikom življenja, z drevesom večnega življenja. To zgodbo poznamo, vendar jo je treba globoko razumeti. Naš je tisti, ki nam prinaša dvome, strahove, vprašanja, določena spoznanja tega sveta. In radovednost je tudi ena izmed lastnosti uma. Tudi majhni otroci, tudi če mu rečeš, ne se dotakni štedilnika, on bi se rad dotaknil, ker ne ve, zakaj se ne sme. Šele ko se ga dotakne in ga speče, se on nauči, da je štedilnik vroč in da ga se ni dobro dotikati. Eva, ki je bila popolna in srečna in ljubljena, ni vedela, kaj se bo zgodilo, če bo okušala tudi drevo spoznanja dobrega in slabega. In padla je v materialni svet, ki je tudi čudovit. Čudovita je torta, jaz jo tudi rada včasih pojem, ampak ni koristna. Tudi če človek popije kakšen dober kozarček vina, je okusen, vendar škoduje jedrom. Marsikaj na tem svetu, kar okušamo, je dobro, vendar ni odlično za življenje. In tako je zaradi radovednosti Eva spoznala dobro in slabo drevo spoznanja, ki ji je bilo všeč. In je to prenesla tudi na svojega Adama. In skupaj sta dobila spoznanje, da je na tej zemlji lepo, da je meseno življenje prijetno, da so užitki zemeljski prijetni. In rodila je prvega sina, dobrega Kajna, in rodila je tudi drugega sina, Abla, slabega, ki se je zavedal, da je slab, in to v bolečinah. Ni rodila brez bolečin, ampak v bolečinah.
In ker je bil prvi Adam ustvarjen, in ker je bila Eva nekako ustvarjena iz Adama, in ker še nista imela duhovnega krsta in želje po enosti z Bogom, ker nista vedela, kaj izgubljata, ker sta šla v spoznanje dobrega in slabega, eni temu rečejo yin yang, eni rečejo to pač zemeljska realnost. Ni važno, kako to poimenujemo. Važno je, da je bil izvor z ustvarnikom prekinjen. In zato je prišlo do bolečine rojevanja, do bolečine dela, do staranja, do bolezni. Brat je ubil brata, prišle so vojne in na to zemljo je prišlo trpljenje. In ljudje mislijo, da je to trpljenje normalno. Tudi ljudje v cerkvenih krogih govorijo, do konca življenja bomo pač imeli preizkuse in čakajo konec življenja. Ljudje verjamejo v smrt, da je to nekaj normalnega. In zato je Bog, ki nas ljubi, dal rešitev. Poslal nam je svojega lastnega sina, s katerim je ustvarjal vse z ljubeznijo. In ga poslal na ta svet, kjer so bile vojne, smrt, trpljenje, ločitve, jeze, porodi bolečin, kregi in tako dalje. Zakaj? Da nas bi obsodil? Ne. Da nam bi pokazal pot nazaj v enost z našim stvarnikom. Samo zato je prišel. Prišel je za vse padle zemljane, da bi ga sprejeli, verjeli in se odločili zavestno za življenje, za večnost, za ljubezen, za zdravje. Ker imamo pač svobodno voljo. Kdo je takrat v tistem času Jezusa res sprejel? Bolniki. Tisti, ki so bili slepi, so ga sprejemali, ker so bili ubogi, invalidi, gobavci. Prostitutka ga je sprejela. Kaj pa intelektualci? Kaj pa tedanja duhovščina? A so ga sprejeli? Ne. Za njih je bil moteč faktor. Zelo moteč. Tako moteč, da so se ga hoteli znebiti in so ga pribili na križ in mislili, da so ga celo ubili. Ja, telesno ja, vendar ne duhovno. Zakaj ne duhovno? Ker se Boga ne da ubiti, ker je alfa in omega, ker je začetek in konec in ker je pač stvarnik. In ker smo ustvarjeni po njegovi podobi, imamo tudi mi željo po življenju v sebi. Problem je samo to, da smo izgubili stik s stvarnikom. In ga iščemo na zemeljske načine. Eni z jogo, eni z kamni, eni s hrano, eni s postom, eni z darežljivostjo, eni z mučenjem, eni z samomori. Različna so pota zemeljska, kako bi nekako prekinili to trpljenje zemeljsko. In vendar je dana pot, zelo preprosta in enostavna. Samo sprejeti jo je treba. Sprejeti je treba Božjega Sina, Jezusa Kristusa v svoje srce. Sprejeti to, da je on prišel na to zemljo, odpraviti to ločitev od Boga. Ker on je samo pot do očeta nebeškega. On je bil ponižen,
pred očetom. Vedno je govoril, jaz ne delam nič svojega, jaz delam Božjo voljo. On je bil spočet po Svetem duhu. Celo krstil se je v vodi, da je pokazal, da se moramo očistiti vseh zemeljskih neumnosti in sprejeti resnico. In v krstu je dobil dar Svetega duha. Tako kot ga je dobila Marija, dar Svetega duha, da je lahko spočela v Svetem duhu Božjega Sina. In zato je novo rojstvo povezano s krstom v vodi in s krstom v Svetem duhu. In Jezus je sam povedal Nikodemu, zelo priznanemu duhovniku, ki ga je ponoči prišel spraševati, ker je bil učljiv in ga je zanimalo, na kakšen način lahko tudi on doživi to, kar je Jezus učil. In Jezus mu je rekel, kdor se ne rodi v vodi in duhu na novo, ne more priti v Božje kraljestvo in zaživeti radostno, srečno življenje. In Nikodem ga je samo vprašal, kako na novo roditi, ali moram še enkrat iti v maternico, se moram se še enkrat roditi, reinkarnirati in na ta način popraviti ta moj zemeljski miseni greh, ki sem ga podedoval po svojih prednikih. In mu je Jezus rekel, ne. To je zemeljsko razmišljanje. Obstaja bolj enostavna pot. Novo rojstvo v duhu. Sprejeti Svetega duha. Sprejeti ljubezen v svoje srce. Se odločiti, da bo njegovo telo tempelj Svetega duha. In Nikodem je razumel, da če ne doživimo tega novega rojstva v duhu in resnici, ne moremo niti razumeti, kaj pomeni Božje kraljestvo. Ker tisti, ki smo doživeli to novo rojstvo v duhu in resnici, smo na tej zemlji, vendar ne od te zemlje. Vodi nas Sveti duh, uči nas Sveti duh, varuje nas Sveti duh. In Sveti duh je nekaj, kar je darilo od Boga in od Jezusa Kristusa in od svetih. To ni modrost tega sveta. To ni nekaj, kar se da kupiti z denarjem. To ni nekaj, kar se da z vajami, z jogo doživeti. To je darilo, to je milost, darilo vsemogočnega Boga, da bi tisti, ki želijo izpolnjevati Božjo voljo, lahko dobili novo življenje. Jaz osebno sem ga dobila 29. junija leta 1995, tudi v telesu. Celo zanosila sem, resnično, s prisotnostjo Svetega duha. In rodila sem res otroka ljubezni, brez bolečin, kraljevsko, nasmejanega. Pomladila sem se takrat. Bila sem stara 42 let in bil je za mene to velik dar milosti. Jaz sem bila srečna, ampak okrog mene ni bilo še sreče. Hčerka je bila v problemih, ljubosumna, zavistna, v puberteti. Veliko duhovnikov v Sloveniji, ki so prebirali mojo knjigo Iz pekla v raj, niso bili srečni, da obstaja v Sloveniji ena laična žena, ki govori o porodu brez bolečin, ki govori o ljubezni brezpogojni. Ne, niso bili veseli. Nasprotno.
Nasprotno. Utišali so me. Zablokirali so me. Obsodili so me. Doživela sem linčanje, križanje. In nisem takrat tega še razumela. Res nisem razumela. Doživela sem sodbo zemeljsko. Kot žena, kot mati. In to zelo hudo. Vsa Slovenija me je obsojala. In vendar sem danes, po tolikih letih, še vedno tukaj. Zakaj? Ker sem oprostila sebi, da sem bila naivna. Da sem verjela ljudem. Da sem verjela zdravniku. Da sem verjela kliničnemu centru. In mislila sem, da so vsi okrog mene tudi srečni, ker sem bila jaz končno po tolikih letih tudi sama srečna. Ker sem bila srečna, sem prebujala zavist, ljubosumnost, jezo, sodbo okolice. To danes razumem. In vendar sem se v teh letih naučila, da je zelo pomembno, da služim resnici naprej. Ne glede na okoliščine, ne glede na to, kaj se je meni osebno zgodilo in z mojo ljubeznijo, ki sem jo rodila 7. marca leta 1996 in ki so naklepno tega otroka umorili v kliničnem centru 10. januarja leta 1997. Jaz sem odpustila. Zakaj? Zakaj sem odpustila? Zato, ker je tudi Jezus na križu rekel, moj Bog, odpuščam se, ne vedo, kaj delajo. Ja. Ljudje, ki sodijo, ki so meseni, ki še nimajo novega rojstva v duhu in resnici, pač sodijo. Vidijo tako, kot vidijo. Imajo v sebi svoja spoznanja, zemeljska spoznanja, mesena spoznanja in ne razumejo, da obstaja še kakšna druga resnica. In se bojijo za svoje mesto na tej zemlji. Bojijo se, da bojo razkrinkani. Spominjam se enega gospoda, ki ob meni je rekel, da sem hujša kot rentgen, da vse vidim, da vse čutim, ker sem mu prebujala njegovo notranjost. Ja, ljudje so se me izogibali. Bežali so stran od mene, me sodili, me obsojali, da sem fanatik. Jaz pa sem bila preprosto samo ljubezen in srečna končno, da sem spoznala, da obstaja Bog, ki me ljubi. Da mi je poslal moža, ki me je sprejel z Božjo ljubeznijo. Da sem dobila še 3 sinove, katere sem sprejela z Božjo ljubeznijo. In ker sem se odločila, da bom evangelizirala to resnico, sem ravno skozi to križanje, ki sem ga osebno doživela v Sloveniji, nehote naredila največ dobrega za drugi prihod brezpogojne ljubezni v srca vseh ljudi. Slovenija potrebuje to novo rojstvo kot Slovenija. Vlada ga potrebuje, ministri ga potrebujejo, vsi cerkveni možje potrebujejo
to novo rojstvo v duhu in resnici tudi v telesu. Zato, ker je Jezus rekel, samo tisti, ki veruje, da je Jezus Kristus prišel v telesu, ta bo zveličen. In ti ljudje ne bodo okušali smrti. Ti ljudje bodo ali odšli z ljubeznijo iz zemeljskega življenja, ali pa se bo njihovo telo hipoma iz trohljivosti spremenilo v netrohljivost. In bodo tukaj na zemlji popolni živeli sveto življenje, tako kot je bil prvi načrt vsemogočnega Boga, ki je ustvaril Adama in Evo, da bi večno živela v raju in naredila raj po vsem planetu Zemlja in rojevala brez bolečin. To je bil prvotni načrt. Vendar, ker je bil prvi človek meseni človek in mu bil vdahnjen duh in ker ima svobodno voljo vsak izmed nas, se moramo vsi odločiti za novo duhovno rojstvo in sprejemati duhovne resnice in jih dati na prvo mesto. To ljubezen do življenja, ljubezen do stvarnika, ki vse to čudovito zemljo, vse nas čudovite ljudi ustvaril. Ja, razumeti moramo, da se ves planet Zemlja sedaj prebuja v svetem duhu, ki je zastonski dar za vse nas. Kakor se rojevamo meseno, se moramo roditi tudi duhovno. Prvi človek je bil meseni človek, Jezus je bil duhovni človek. Kakor je po prvem človeku prišla smrt in trpljenje na zemljo, prihaja v imenu brezpogojne ljubezni, s pomočjo evangelija, v imenu Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, to duhovno življenje, duhovni človek. In če bomo postali to, kar lahko postanemo, eno z duhom in resnico, potem bomo lahko resnično zdravi, lahko bomo živeli, lahko bomo reševali vse zemeljske situacije z ljubeznijo. Zakaj? Zato, ker je ta sveti duh tisti, ki je preko Jezusa slepim vračal vid, ki je preko Jezusa vračal sluh, ki je preko Jezusa ta sveti duh zdravil gobavce, obujal mrtve. In ta sveti duh je tukaj za vse nas še vedno. Dobivamo ga dobesedno iz neba, ker je zastonski dar. Ko je Jezus odšel iz zemeljskega življenja, je rekel, ne bom vas zapustil kot sirote, ker vam bom pošiljal svetega duha, da bo z vami do konca sveta. Do konca sveta, kaj to pomeni? Do konca umrljivega sveta, do konca trpljenja. In ko pride ta duh resnice, ki nas osvobodi, se solze obrišajo, bolezni izginejo, mrtvi vstajajo v življenje. In življenje se vrača v tisti lepoti, ki je bila tudi stvarnikov načrt za vse nas. Jezus je to misijo imel. In vsi tisti, ki širimo evangelij, imamo ravno tako ta evangelij kot misijo. Mi nismo sveti duh, mi samo dovolimo, da sveti duh skozi nas deluje, uči, ozdravlja, povezuje za nas in za vse ljudi okrog nas. In to je to novo rojstvo v duhu in resnici. Če še niste rojeni v duhu in resnici, danes greste lahko v svojo sobico, odprete svoje srce in svoje roke in rečete, ok, ne vem, kaj to pomeni, nič ne razumem, sem bolan, ampak lej, sveti duh pridi, Jezus Kristus tudi mene obišči, zelo preprosto. Vsakdor prosi, je uslišan.
Jaz kot laik sem veliko prosila in sem zato tudi veliko dobila. Jaz nisem bila versko vzgojena, hvala Bogu. Nisem bila v nobeni tradiciji, hvala Bogu. Jaz sem samo vedela, da je Jezus Kristus čudovit človek, ki je sicer živel na zemlji, pa je sedaj na nebu, ampak on je tisti, ki mi bo rešil vse moje probleme. In priznam, in tudi rešil mi jih je. Ker sem molila in prosila Jezusa. Nisem prosila hčere, nisem prosila sistema, nisem prosila države. Jaz sem molila in prosila, Jezus, vem, da si živ, pomagaj mi. In ne boste verjeli, jaz sem dobivala pomoč dobesedno. To nevidno pomoč, to živo vodo. In je še vedno dobivam, kadar molim, kadar prosim. In če ne bi bila tako ponižna pred to Božjo milostjo, tudi danes ne bi stala pred vami. Veliko molim, veliko prosim, veliko trkam. Trkam predvsem za vso Slovenijo. Za vse svoje sovražnike prosim. Za vse ljudi prosim, da bi vsak sprejel v svoje srce svojo milost, ki je zastonjski dar z neba. Da bi vsak sprejel to brezpogojno ljubezen, ker vsi smo otroci istega očeta. Na isti zemlji živimo. Isti zrak dihamo, isto vodo pijemo. In imamo vsi Svetega Duha na razpolago kot zastonjski dar. In ga lahko vsak sprejme toliko, kolikor ga želi. Prosite in dano vam bo. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Ljubite in boste ljubljeni. Blagoslavljajte svoje prednike, saj niso vedeli, kaj delajo. Molite za svoje sovražnike. To so preproste Božje resnice, ki jih jaz osebno rada živim in prosim in molim veliko. Ko sem bila najbolj žalostna, ko sem bila najbolj v nevednosti glede tega, kaj se mi je zgodilo leta 97, sem dobila tudi največ Božjih odgovorov, Božjih milosti in Božje podpore. Zato, ker sem veliko molila in prosila. In zato, če ste v kakršnikoli težavi, zdravstveni, finančni, prosite in verjemite, da vas nebeški Oče sliši in da vam bo poslal rešitev, ali direktno iz neba, ali preko misionarjev, ali preko dobrih ljudi, ali preko društva Belis, na kakršenkoli način boste blagoslovljeni, če boste seveda prosili. Novo rojstvo v duhu in resnici je darilo, zastonjski dar, namenjen vsakomur. Ni potrebno se odpovedati premoženju, se odpovedati ženi, otrokom, da to dobite. Je brezpogojni dar za vsakogar, ki želi. In želim vam, da prav vsi poslušate ta govor, slišite, da vas Sveti Duh išče, ljubi in da vas želi obiskati toliko, kolikor želite izgubiti svojih problemov zemeljskih. Jaz sem jih imela ogromno in zato sem tudi dobila ogromno milosti. In vse to iskreno želim tudi vsem vam, ki to slišite. Zato, ker je moja vizija sveta Slovenija, sveti ljudje, svetniki, vse posod, nasmehi vse posod, srečni otroci, zdravi otroci, veselje, obilje, vse to je moja vizija. In tudi seveda sveti zakoni, sveto življenje in tudi, da skupaj živimo to Belis poslanstvo, Belis skupnost v okviru društva za srečno življenje Belis. Ker verjemite, da ga ne vodiva ne jaz, ne Mihael na zemeljski način, ampak sta odprta za vso to ljubezen in modrost dobesedno iz neba. In sva služabnika za ta drugi prihod brezpogojne ljubezni v srca prav vseh ljudi,
ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in po vsem svetu. In verujeva, da se to že dogaja in se bo še bolj dogajalo in da resnica zmaguje in da tema nima več moči. Ne, nima je več. Zakaj ne? Zato, ker je resnica že vse povsod. Kamorkoli zdaj pogledamo, vidimo, da ljudje se prebujajo, ljudje spoznavajo to resnico, ki osvobaja vse nas od trpljenja, bolezni, ločenosti, zamer, smrti. In veselim se tistega trenutka, ko bodo prvi zadnji in zadnji prvi, ko bomo vsi odrešeni v imenu te brezpogojne ljubezni in srečni. Hvala lepa za današnjo vašo pozornost.